Smo kokosi, poslušate Radio Aktivno, mi smo kokosi in vi poslušate Radio Aktivno. Rock and roll! Se ne ustavi, pluje kot mornari, joka kot otrok, ker ve, da bo spet bojevalo, ljubovne bitke spet izgubilo, gladko popušilo in znova rodilo. Veleti putastih break-up komadov, bivših bejbah, bivših tipih, bivših frendih, čustveni je vrtiljak. Fuck, in kakaj jokica moraš biti, da o tromesečnem si čuješ šipu. Pišeš komate čez cilj, vse rane, kar je bilo ne tam, ostane. Srce je okorelo, že zopet je vnelo, v pesmi cvetelo in hrabro zapelo. Ti prasica, zame in greh, čuti ta smeh, solze in greh, znova in spet, to pesem za vse, ker tale je za bojse, tale je za bejbe, tale je za gost in tale je za reko, tale je za mamice, tale je za očije, tale je za gasilce in za nelaktozno mleko, ker čez celi vse rane, kar je bilo ne tam, ostane. Čez celi vse rane, kar je bilo ne tam, ostane. Čez celi vse rane, kar je bilo ne tam, ostane. Čez celi vse rane, kar je ostalo si. Srce in kokos iz albuma Naravni pojavi. Izidor, lepo zdravo, da je Radio Aktivno. Čau. Ali vaši albumi že postajajo naravni pojave? Do neke mere ja, zmeri se držimo tega, da se pravi delamo komade oziroma tudi cel projekt na način, ki nam je všeč. Se pravi, ne bomo dali v nekaj zato, ker je pravilno ali pa ker bi to publika mogoče želela ali pa hotela, ampak je bistveno oziroma prvo, da je za nas dober, da je nam všeč in če nekako nam deluje, potem se tudi lahko samozavestno in tako iskreno predstavimo drugim oziroma pač v svet pošljamo. Kaj bolj pridno ustvarjate, naravne ali umetne pojave? Ja, naravne. Mislim, po tej logiki, kako bi pa sploh rekel, da so umetni, mislim, mogoče, da so umetnostni, to bi lahko rekel, evo, naravni umetnostni pojavi, bam. Tretji kokos je padel z drevesa in to se imenuje naravni pojav. To je, se je zanimivo, če smo mi kokosi v resnici, kaj so potem naši produkti, albumi v tem smislu.
Jaz bi rekel, da mogoče so bolj ne vem, tak dober, kako se jim reče že, kokosov sok, kokosovo mleko in ostali kokosovi produkti, ki so zelo dobri. Ja, pomeni, da ste dobro vzgajali kokos, da je tako dobro obrodilo. Tokrat je kar 12 plodov na izdelku. Ja, se pravi, sicer imamo zmeri željo, da naredimo čim več, ampak tokrat smo z žetvijo 12 produktov kar zadovoljni. Dejansko smo probali na vsakem komadu nekaj novega, tudi v smislu produkcije, ne samo, se pravi, žanrsko, da je zanimivo pa različno, ampak tudi tekom, se pravi, samega snemanja je res vsak komad nastal na zelo različen način. Pogovor so začela skladbo Srce. Ja, Srce je v resnici ta prvi iz te plate, ki smo ga delali in je nekako tako z eno nogo že šel čez prak tega, da smo probali narediti produkcijsko ful drugačno, oziroma res čist drugačne komade kot prej. Recimo v Čustvenem vrtiljaku, drugi album, se je čutil, da smo delali še precej domače, ampak dobro posnete. Tle nam je Gregor Bajc že malo odprl vrata, pa nas opolnomočil s tem. V tretjem albumu, Naravni pojavi, smo pa res že tudi mi, se pravi band, dodal ogromno, ampak res ogromno enih zanimivih idej in tudi načinov za delanje komadov. Recimo pri Srce se nam je res odprl nek značilen zvok tega albuma na sintih, kar se mi zdi, da se pol tudi ujame čez celo plato v nekih takih mehkih, podobnih zvokih, oziroma, ko se temu reče, ne džinglih, kaj je to? Zdaj rabo še enega zraven mene, da bi mi povedal. Danes jih nimaš, danes si sam. Ja. Prepuščam sam sebi. O ne! No, se da. Skratka, ja, neki taki zvočni bombončki, evo. V drugi pravite bla bla. Ja, tle je bilo zanimivo, ta komad je mogoče najbolj organsko se začel, potem pa smo ga mogli čist predrugačiti, ker tudi če nam je bil zabaven, preprosto ni dosegel več standarda ostalih, ki smo jih imeli takrat pripravljenih. In je dejansko skozi proces snemanja albuma mogel tudi ta komad odrastati. Tako mogel je čez eno tako hitro puberteto in je najbolj popast, najbolj žanrsko, kako bi rekel, splošen. Ampak smo ponosni na njega. Mimo grede, najlepša dvojina, to sva jaz in srce. Jaz in srce polno radosti, šibava v noč, zvesta mladosti. Lahko vse, lahko takoj, samo prosim brez razmišljanja. Srce greva danes proslavi, to da se nama nikamor ne mudi. Pleševa in švica se ognjevito prca, divje strastno čutiva. Srce zavije after, a jaz sem mogoče znatan, a še preden zdaj vitrine, srce me prime in zavija. Ja, ja, ne, bla, bla, bla. Srca je najmožgan in njega ne poslušavaj. Ja, ja, ne, bla, bla, bla. Daleč od mene in od srca je najmožgan in njega ne poslušavaj.
zasti. Nikamor se nam ne mudi, dokler smo pjani in zaljubljeni. Vsak odpleše, kamor se mu zdi. Pridemo na ljubši del noči in padem kot meteori. Direktno na te prenoči. 1, 2, 3, 4, vedno delaš me smer. Nočeš mira, pa ne eksplodira. Pa ne eksplodira. Dobra noč, prešvicano sonce komira, ob plesišču kliče na pomoč. In divja luna šejka skozi loh in reče skule hupo broč. Magični opojni nebesni telesi, ta večer blokiran za naju nevesi. In padem kot meteori. Direktno na te prenoči. 1, 2, 3, 4, vedno gledaš pa se. Nočeš mira, pa ne eksplodira. Pa ne eksplodira. Pa ne eksplodira. Pa ne eksplodira. Meteorit in kokosi z albuma Naravni pojavi. Odkot je padel ta meteorit? Se pravi, naš meteorit je bil neka želja potem, da naredimo bolj energičen, tako, dajmo reči, rockerski, čeprav ni zares rockerski, mal je, verjetno, ampak da dobimo tudi nek tak komad, ki ni samo neka balada, ki je sicer še zmer lahko čustven, ampak tako, da tudi malo dvigne na koncertu te, kar je recimo Srce že malo naredil, ampak smo hoteli še bolj v nek ta pač upbeat moment, ki se zgodi pri meteoritu, in se mi zdi, da smo tudi naredili lahko zanimiv komad na tak naš način, ki ima mogoče vseeno zelo splošne značilnosti, oziroma je tak do neke mere radijski, tudi če nismo mi tok radijski. Veš, kaj pravi Microsoftov kopilot v tej skladbi? Ples, sprostitev, špricer, vape. Ja, to je kar kul, to se mi zdi kar dobro zadane. To, kar smo mi ciljali tudi, hvala ti, kopilot. Moram se zahvaliti zaradi rokotovga baziliska, kopilot, super si. Jaz mislim, da, to se lahko dotaknemo tega. Mogoče nasploh, da AI kot orodje do neke mere ima svoje mesto, ne vem pa, če bi rekel, da ima kot umetnost, prav, da je na AI način, oziroma z AI možno delati umetnost. Se mi zdi, da je človeška komponenta še zmer zelo, zelo, zelo ključna. Vi si kaj pomagate ali jo popolnoma ignorirate? Načeloma se ognemo, kjer se lahko, ampak zdaj je tudi že povsod toliko upleten, da se ne moreš zares izogniti rabi, se mi zdi. Vsi možni, ne vem, plugini že, ko snemaš, pač imajo lahko
podprto z AI-jem ali pa ne vem, do neke mere, če pišeš besedila na računalnik, pa imaš recimo kopilota vključenega, sej mogoče ti ne pomaga, ampak ziher pa, ko bi rekel, malo sugerira ali pa kaj popravi, sej slovnične napake ali kaj takega. Drugače pa koliko si ostajate štiridimenzionalno bitje? Absolutno, nekako to smo in to verjetno tudi bomo, dajmo se pustiti presenetiti, ampak se mi zdi, da kar velja. Se mi zdi, da je to ena redkih stalnic v sicer zelo nedefiniranem bendu, ki smo, in mislim, da smo dejansko od začetka si rekli štiridimenzionalno bitje. In to štiridimenzionalno bitje bomo tudi malo bolj predstavili javno oziroma vključili v Kino Šiška koncert, zdaj, ko bo aprila. Lepo vabljeni, poglejte si promo. Ne. Ampak res, tako, ta smešna nedefiniranost nas na nek način tako dobro definira v tem štiridimenzionalnem bitju, ki nekako dobro zaobjame vse skupno. Da kljub temu, da smo različni, pa da imamo vsak neko svojo dimenzijo, še zmeraj se držimo skup in smo neka skupna enota. Kar kaže tudi 4 pike v vašem logotipu. Tako. To je tak prikupna imitacija simplificiranega kokosa, samo da imaš 4 učke. In ja, smo tako malo skup sestavljeni, pa tam noter smo mi 4, če boste pogledali naš logo. Na Facebooku pa se vidi, da ste 4 dobri možje. Tudi. Tle se malo naša ta nedefiniranost kaže v raznih dogodkih in podobnem si prvoščimo biti malo svobodni v tem, kar smo. Pa ja, valjda smo dobri možje, mislim, se prinesemo kaj fingerno vsake tok. Ja, ne nazadnje tudi obdarujate ljudi z glasbo vsakega toliko časa. Ne prinašate vsako leto za Božič pa novo leto, ampak vsako prestopno pa skoraj. No evo, tako ja, pač malo smo, lahko računaš, da bo neki, sam ne veš kdaj. Kar je še bolj presenečenje v resnici? A? Še večje presenečenje. V resnici smo mogoče še boljši možje. 4 boljši možje. Ja, bomo razmislili o tem. Ljubezen oveni bo naslednja? Ja, ta je tudi zanimiv, mogoče je tak, se pravi prvi, zdaj, ko sva ga obdelala, ki je bolj klasična baladica, je pa tudi, se mi zdi, da če ga sploh primerjamo s prejšnjim albumom, pa bi rekel balada, ampak veliko bolj poven zvok, predvsem pa tudi video spot je pri tem komadu ful poseben, ker je sneman na trak. Tle smo izpolnili željo našemu režiserju in mislim, da se obrestuje, no. Tako dober vibe ima spot, no. Dober podpre komad tudi. Enkrat si ranjen, drugič raniš, v ničemer niti malo ne uživam, sploh ker vem, da ti vse to shraniš. Malem predalniku pod srcem, ker je vsak spomin, ko sem ti rekel, da si lepa in predobra za me. In takrat, ko sem bil tiho, kot da temu ne verjamem. Si topom vse probleme, zaradi katerih hočem zbežati, samo prenesel na drugo razmerje. In da se bojim navezati, truditi in probavati v dvojini. In upam, da se motiš, a ti se redko motiš. Ko se ugasnejo luči, muzika umre, plesne le se zadnjič zavrti in ostane le tvoja nežna duša in solze nemoči. In to je zvok ljubezni, preden oveni. Neskončno boljše tipe, nekoga, ki ti dobro odgovarja, mislim kot oseba in na klice.
Te časti in te razvaja in jaz sem svobodnjaška ptica, čustveni turist, ki te marat le ne dovolj. In že spet se ugasnejo luči, muzika umre, plesnili se zadnjič zavrti in ostane le tvoja nežna duša in solze nemoči. In to je zvok ljubezni, preden oveni. Če bi menil kdo srce, naj se prosim javi, do takrat so to pač moji naravni pojavi. Če bi menil kdo srce, naj se prosim javi, do takrat so to pač moji naravni pojavi. Čau, mi smo Kokosi. Poslušate Radio Aktivno. Najstnik prebije let za klasične nerodnosti, od on in ona do jaz in ti, na mali klopci in mali svet, s črnim flomastrom preprost poet napisal dvoje je ime. Jašin zalas do nebes, tiha dvojina zapisana v les. Prava ljubezen ne more zbledet, kdor je napisal je že mogel razumeti. Malo nervozen, malo nasmeh, preda se ji brez mask in mej, zato življenje za vsa naprej. Kot pravi moški, nežen in zvest, prek tujih krajev, prek temnih mest. Na svoji roki zdaj nosi me, vtetovirane v srce. Aljaši zala vse do nebes, tiha dvojina zapisana v les. Prava ljubezen ne more spletet, kdor je napisal je že mogel razumeti. Aljaši zala vse do nebes, tiha dvojina zapisana v les. Prava ljubezen ne more spletet, kdor je napisal je že mogel razumeti. Je že mogel razumeti.
Izidor iz skupine Kokos iz Mono vdaje Radioaktivno, naravni pojav je album, ki ga vrtiva. Aljaž in Zala je bila slišana, to je par. Ja, absolutno. Se pravi, to je mogoče še ena mini stalnica v naših komadih že od prvega albuma. Če kdo posluša tudi naše komade, tako besedila, se vem, noro, imate noter omenjena, se pravi, Aljaža in Zalo, ki sta poleg tega, da sta naša zelo dobra prijatelja in full cute in full carja, tudi inspiracija za marsiktero lepo zgodbo. Pejte malo poslušati naše komade, dajte najdete, kje se pojavita, dajte malo sestaviti, kaj se dogaja, ampak ta konkretno je pa full lep. Kar nekaj parov imate na tem albumu, Aljaž in Zalo, potem mene in Ireno, oziroma Borisa in Ireno, pa Boys and Girls. Ja, to so sicer zelo različni izviri teh parov, a ne, Aljaž in Zala sta tako iskrena, čista ljubezen, nekaj najbolj čutečega, ampak tako, se pravi, od mene do tebe, oziroma čudovit par. Če bi šel pogledat, recimo jaz in Irena, je tudi par do neke mere, ampak iz vidika nekega prijateljstva, še zmeraj gre lahko za čudovit par, absolutno, ampak na majčkeno drugačen način, ne. Se pravi, v ospredju je prijateljstvo, pa neka vez, ki je mogoče ne ljubezenska, ampak vseeno lahko zelo močna, a ne, se pravi, zdaj mi da sva itak že prijatelja in jaz ti želim valjda vse najboljše, pa da najdeš pač nekoga tudi zase, oziroma tudi jaz si želim, da najdem nekoga zase, če ne bova pa midva skupaj, ampak kaj pa je v primeru, da pač samo eden od naju nekoga najde in te drug ostane sam, malo v tej smeri. Naravni pojavi so vaš tretji album, koliko vlečete iz prvih dveh, Hude bebe na dopustu in Čustveni vrtiljak? Ja, trudimo se, da se pravi ne glih recikliramo stvari, oziroma moče je boljša stvar, da rečem ponavljamo. Načeloma se trudimo, da delamo sveže, oziroma vsej mogoče nov pogled na že prebavljeno temo. Mogoče bom rekel samo nekaj drugega namesto prebavljeno. No, glavno je sporočilo. Skratka, zdi se mi, da je fino, da tudi mi odraščamo čez albume, tako se mi zdi, da se opaz. In je, se pravi, ne moram reči zdaj, da ker smo spremenili svoje občutke, kakšen starejši komad zdaj napačen ali pa da mi ni všeč. Pač treba ga je sprejeti za čas, v katerem je nastal in iz tega sem ful vesel vseh. Valjda bi bilo boljš posnet, če bi ga delali zdaj. Ali pa bi bil boljši aranžma, ne vem, drugačno besedilo, druga tema, lahko bi bil čist drug komad. Ali pa ga sploh ne bi naredili. Ampak sem vesel, da smo jih. Se mi zdi, da je prav. Tako da tudi nekako delaš arhiv oziroma popis tega, kako si odraščal. In ni narobe, tudi če spremeniš nek pogled ali pa mnenje. No. Ostaja rdeča nit pri vas humor? Ja, to je en del, ki ga ne moramo dati, tudi če bi ga hoteli stran. Tako preveč je upleten v nas. Ima vsak svoj način sicer, ampak ne moramo se ga znebiti. Malo moramo biti na vsake toliko tudi butasti preprosto. In v tem uživamo, seveda. In na vsake toliko pol tudi malo globoki. Balans. Ne nazadnje, vsi intervjuji, ki smo jih imeli, so bili zelo humorni. Hvala. Super. Nekako, da bi bili samo globoki oziroma tako zelo filozofski, se mi zdi, da hitro izpade lahko, kakor da je pretenciozno, oziroma da lahko si tudi sproščen, pa poveš tako sporočilno isto stvar, ne rabim se delati, da najbolj učene besede uporabljam za to. Mogoče je celo boljš, če lahko na preprost način povem nekaj, kar je polepega. Ali pa na smešen način. Na kakšen način boš povedal o naslednji, Cyber? A to ne bo glih smešen, verjetno, ampak se pravi, ta komad je tudi bil tak zanimiv poskus nekega odraščanja pri nas. Je tak zelo temen karakter ima, ne. Tudi produkcijsko je bil zanimiv, se pravi, mešali smo že elektronske bobne, no, oziroma pač elektronski drum beat in potem čez še akustične in je tak tudi zelo repetitiven komad, kar je, no, ne moram reči, da nam je bilo tuje, ker recimo Luka, tvoja mama je tudi ponavljajoč se, ampak je nov iz tega, da ga žgemo, evo, ti bom rekel tako, da ga žgemo in da to je mogoče nekaj, kar nismo do zdaj delali toliko, oziroma ne, zdi se mi, da je na nek način malo odraslosti oziroma najstništva in odraslosti za nas. Tako. Tema je zanimiva, tako globja, hkrati pa komad ni hecanje, ampak pač hoče biti resen. No.
depresiven. Kockajo s tvojo prihodnostjo in ti vsiljujejo narative. Kako te ne bo strah, če ti skupnost pred tabo spreminjajo v prah. Let's go.
nove rane skupine Kokosi, Naravni pojavi je album, tokrat veliko materijala za šolsko uro glasbe, 12 skladb. Ja, se to je prav, ne? Kaj, če delamo že toliko časa, naj se nekaj nabere, pač, da bi se imeli na 10, lej, če jih imamo več, zakaj pa vi? Nove rane so, tako kot Cyber, tudi tak resen, pač hoče biti resen komad, mogoče ni tak glasen, da bi ful opozoril nase, ampak te tako mal upelje v to, kar se dogaja, hkrati pa te tudi pač vleče naprej. In pač besedilno in tudi inštrumentalno, kada te mal povabi v to, da pač premisliš, kaj se dogaja. Se mi zdi, da je tudi ta zanimiv produkcijsko, seveda, itak so vsi, ampak je pa čist v resnici sestavljen najbolj, da bi rekel, sproduciran, ker smo se lotili razmontiranja kuhne v studiu in pobiranja raznih nekih smeti okrog, da smo dobili vse zvoke, ki smo jih hoteli, in je bilo blazno zabavno to delati. Če imate kdaj priložnost delati kaj podobnega, pejte okrog, pa malo posnemte različne stvari, pa se s tem igrajte, pa nek sestavite, ker to je, toplo priporočam. Izgleda, če smo ob prejšnjem intervjuju rekli, da ste izbrali 12 oziroma 13 pesmi izmed 143, izmed kolikih ste potem izbirali teh 12 za naravne pojave? Če bi ti to povedal, ti ne bi smel povedati. Jaz sem sklepal, da 130, ker 13 odštejemo od 143. Ok. Dejansko spet ogromno materijala se je nabral, to je klasika za nas. Zdaj, kaj od tega pa dejansko maturira v zrel komad, to je pa drugo, ne. Sej, itak sem že prej rekel, recimo bla bla bla, kokarkoli je bil tak malo heckast komad, se je pol spremenil in odrastel, no. Zdaj, ja, to vi ne morete slišati, ne, ampak vidite pa, da je kljub temu, da je mal heckast, zelo tak močen, ima dobro sestavo, a ne. In ja, kljub temu, da se veliko nekih komadov oziroma idej dobro sliši, ni nujno, da pač odrastejo do te mere. Mogoče jih bomo kdaj ponudili za kaj drugega, mogoče jih bomo kdaj obudili in jih pač dozoreli, ampak en del procesa je tudi to, da malo preseješ, pa da se imaš preprost fajn. Niso vsi komadi zato, da bi bili na plati, mogoče so samo zato, da en drug komad podprejo svojo prezenco med tem, ko snemamo. In to je to. Potem vaše sito nima velikih lukenj. Ko sejete? Dobro vprašanje. Ja, zdaj tako ne. Eni komadi so dejansko od tega, ko so nastali, do tega, ko so bili posneti za na plato, ne vem, je to trajalo pol ure, še vprašanje če tok. Tako da ene luknje so velike, ene luknje so pa zelo fine. So pa tako praktično cel proces snemanja, se pravi od prejšnjega albuma do zdajšnjega se je nekaj preobračal, pa nekaj spreminjal. Tako da naše sito je zelo neenakomerno in smo ponosni na njega. Hvala ti, sito. Torej imate elektronskega, da lahko regulirate odprtine. Mogoče bolj tako, da sito nas regulira na vsake tokno. Ampak sito to je v redu, malo se moraš prepustiti. Naslednja, Veliki kuščar. Ja, no zdaj ta je še zmer v nekem skupku resnejših komadov, predvsem po tako zvočni sliki, a ne, po barvi, tako malo težji, ampak je pa malo hecen, to pa moram priznati, ne. Zdaj, o čem gre, to naj si vsak sam razlaga, to ni moje mesto, ampak spet blazno zabaven za snemat, zelo prijeten tudi za poslušati, če mene vprašaš, in zabaven za igrati predvsem v živo, ker je, se pravi, en del vmes je, ko imamo niz, ničel in enk, in ljudje so si vzeli za oseben izziv, da se to naučijo, in smo dejansko dobili ljudi na oder, da to zrecitirajo, in smo ponosni na njih. Hvala vam, ko se trudite. Ali potem mogoče na naslednjem albumu pride še Mali kuščar? Samo za voljo tega, da se ne preveč ponavljamo, verjetno ne. Mogoče pa dobi Veliki kuščar kdaj predrugačitev v Malega kuščarja, pa bo pol ful prikupen tudi. Kraj prostora in časa, rodim te, usmili se mene berača. Tvoje seluske bleščijo kot strup, v tvojih očeh si je kozmični hrup, in moja mesena kletka čaka pred tabo željna počitka. Veliki kuščar, ki braniš realnost, prosim te, prosim te, prosim te, prosim te, prosim te, spusti me vanjo. Veliki kuščar, ki
ki braniš realnost. Prosim te, prosim te, prosim te, prosim te, prosim te, spusti me vanjo. Se otopile, gost je temen in ne mara luči, vse kar nosi ime se stopi. Veliki kušar ti, ogabna sadistična kača, rojena iz gline, vse kar je dobrega v meni, te strastno zavrača ti kralj bolečine. Tvoja vizija je agresija, sovraštvo, razdor, distopija, naš meč empatija in je že tako. Ljubezen, 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 premagate mo. Veliki kušar, ki hraniš realnost. Prosim te, prosim te, prosim te, prosim te, spusti me vanjo. Veliki kušar, ki braniš realnost. Prosim te, prosim te, prosim te, prosim te, prosim te, spusti me vanjo. Veliki kušar, ki braniš realnost. Prosim te, 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 prosim. Čau, mi smo Kokosi In poslušate Radio Aktivno. Tako nežno prepusti.
biti človek, ki jim želim. Biti ljubljen in ljubit nazaj, odpirat srce bez težaj. Biti ljubljen in ljubit nazaj, vse kar vem, hočem le biti Izidor iz skupine Kokos iz mano vdaje Radioaktivno, naravni pojavi, album, ki ga poslušamo. Slišana je bila Ljudje, meni sicer najbolj močna skladba albuma. Ok, sprejmem. Zakaj pa se ti zdi najbolj močna? Kaj te najbolj privlači? Ritem, vsebina. Ok. Kaj bi rekel, da zaradi tega, ker je za širšo publiko tudi usmerjena, oziroma to se ti zdaj malo polago besede v usta, ampak ker je tako za splošno, se pravi, da ni od mene do tebe, ampak je od nas do vas? Se mi zdi tako, ampak jaz ne gledam na to, ali je skladba radio friendly ali ne. Aha, ok. Zaradi mene lahko tudi žge. Sej, kako bi rekel, žganje je subjektivno. Ja, za ljudi meni je tudi fantastična. Ta komad je dobil, kakor marsikateri že do zdaj, ogromno nekih predrugačitev, ampak ta, kako bi rekel, kaj si rekel, ritem oziroma pač beat je bil zelo zanimiv proces, ker smo imeli sestavljen komad, ki je bil najprej fora in potem smo iz tega probali narediti resen komad in potem smo praktično cel komad zavrgli in vzeli samo beat in potem iz tega naredili pa naprej Ljudje, ki je pa ja, zelo resen, ampak prišel je pa iz totalno drugega konca. Ful zanimiv proces. Tako da ja, da lahko poveš naprej. V kakšno smer grejo besedila na tretjem albumu? Ja, mešanica, ne. Se pravi, imamo nekaj resnih, imamo nekaj takih, ki so, pri katerih vas prosimo oziroma nagovorimo, da si vzamete čas, poslušate, premislite, nočemo vam polagati zdaj pač rešitve na dlan, mogoče je za vsakega nekaj drugega, kar najde zanimivo. Nekaj je pa tudi takih, ki so pa preprost to, kar poznate, se pravi, malo veseli, malo čustveni. Takrat, ko ti je težko, se lahko opreš, takrat, ko se imaš ful dobro, se lahko še imaš boljš, takrat, ko rabiš, da te nekdo malo zvedri, evo ti. Tokrat tudi ena skladba v angleškem jeziku? Ja, to je recimo taka, ki bi rekel, da te zvedri, upam. Malo tako klic, dajmo se imeti vsi tukaj zdaj fino in na koncertih se tudi pač pozna, se imamo fino. Malo si ga prvoščimo, ni preveč dobro, da jo dobro odigramo, zaradi tega, ker zgubi svoj čar, tako da moramo v resnici aktivno se truditi, da smo tako zadostni. To je kar zanimivo. Malo razmislite o tem. Mogoče ni treba, da je vse perfektno. Mogoče mora biti neperfektno. Na vsake toliko. Treba narediti kako napako? Ja. Dejansko, ko smo snemali tole, Boys and Girls je bil en delček v prvi kitici, kjer Boris mene izpostavi, se pravi Izidorja Bobnarja, če me ne poznate po glasu, ko ne pojem. In tam sem vsakič se zmotil za nalašč in je en najljubših delov komada mi še zmeraj. Take force, no, da delaš neperfektne stvari. Dejansko tudi ta komad smo za nalašč ne delali dobro, če ima to smisel, ker je čar v tem, da je razmontiran. In če bi ga spolirali, pač ne bi bil prav, ne bi bil ta prav. In smo ga potem tudi zavestno se trudili, da če ga bomo pač preveč dodelali in skrbeli za njega, da pač bo zgubil un del, ki je ta komad, bistven del. Ja, ni nujno, da je vse prav. Hvala vam. Naslednja, ne vem, če je tvoja ali je bolj Borisova, Jaz in Irena. Ja, Jaz in Irena je bolj od Borisa, tako, če bi rekel zdaj
mislim, zreno sta cimra, tako da jaz si nam čisto člastil tukaj. Je pa še en tak zabaven komat, ne, ker je, mislim, lahko ima resen podston, ampak zabaven je v smislu, a si ti imel kdaj kakšen dogovor, da se boš s kom poročil, če pač boš samski, ne vem. Nikoli. Nikoli, no vidiš, jaz tudi ne. Ampak, če bi ga imel, potem bi bil ta komad lahko ful dober zate. Pač raziskuješ malo prijateljske vezi, koliko je v resnici lahko lepo, ne, da imaš nekoga, ki je tako toliko globok pa dober prijatelj, da si kar tako, veš kaj, pač mi bi se lahko poročila, tako prijateljsko. Ampak Po 40. ja, recimo, neka meja pač. Ampak potem imaš pa še ta, kaj pa če nekdo od naju pač ostane sam, ta drug pa je srečno zaljubljen. Ja, dajte še o tem malo razmišljati. Veliko enega razmišljanja bo danes. To je taka skladba z zelo fleksibilno pogodbo. Ja, valjda, sej to je pač, mislim, prijateljstvo, ne, kaj, ne smeš ultimatov postavljati. Tako je. Ljubezen ostane privlačno zbledi. Mi je rekla mami, duševna kemija je redka na djebe strasti. In zato za svojo cimro Ireno se slavnostno zaobljubila, da če bo pa 40 sama, se might as well poročiva in svoja siva leta preživiva. V dobrih forah in dobrih debatah vsak dan. Sliši se dosti bolj carsko, kot bi car. A če ne najde nobenega in če jaz isto ne, moja jaz ti ni reda, v dobrem in zle. Yeah. Come on, come on, come on, come on, hey. Hodila preživljati noči k pravemu descu in jaz tudi. Znaj bi tokrat na poti, da ko se bova prvič srečala tam. Ja. Mogoče pa se zgodi 1 na milijon, da dejansko najdem nekoga, ki lahko poleg mojega telesa zadovolji še moja duša in ob tem ne zgubi volje do življenja nad mojimi izpadi, dedi išusi in panika napadi. In če preživi vse moje razvode, potem pač pogodba odpade. A če ne najde nobenega in če jaz isto ne, pusti reda v dobrem in zle. Če ne najdem nobenega, ona pa ja. Moja stin Irena, sam prijatelj, ja.
Jaz in Irena ter Kokosi, naravni pojavi album, Izidor z mano. Promocijo albuma sedaj intenzivno izvajate po odrih. Imeli ste že turnejo Naravni pojavi Tura 2025. Tako, in ne boš verjel, tudi drugo leto bomo delali na tem. Tura se bo imenovala, še ne vemo kako, ampak verjemite, da bo. To je obvezen del, to pride skupaj z albumom. Ne moreš pričakovati, da bojo ljudje kar vzeli ga zase, pač album. Malo se moraš tudi potruditi ga predstaviti in pokazati, zakaj je kaj fajn, kaj je bilo tebi fino, in to narediš v živo. Pač prek povezave, ki lahko tam pod odrom ustvarjaš oziroma na odru oziroma pač potem, ko se mešaš, pogovarjaš. In neka ta iskrena izkušnja, ki jo dobiš na koncertih, se mi zdi, da je nezamenljiva, če hočeš uživati album oziroma glasbo tako v polnosti. Vse je fino poslušati, ampak dobro je biti del tega. Sedaj tudi Kino Šiška dvakrat. Ja, absolutno. Pač ljudje so glasovali, so rekli, mi rabimo več tega. In mi smo bili, kdo smo mi, da vam odvzamemo to? In takoj potem, ko je prva Šiška šla v 2 dneh, da se bomo malo pohvalili. Živijo, mi smo Kokosi in razprodali smo Kino Šiško v 2 dneh. Ja, prav ste slišali. In ta drugo Kino Šiško imamo en dan zatem, se pravi 7. in potem 8. april. In če hočete slučajno dobiti karte, morate res pohiteti, ker ta druga Šiška je tudi že skoraj razprodana. Vem, nori smo, ampak ne bomo delali še 3. Šiške. To se že malo ne spodobi. To bi bilo kičasto. Ja, sej to. Na neki točki preprost, lej razumem, ja, lahko razprodaš, kolikor hočeš Kino Šišk. Ni več pravilno, ni več se ne spodob, da bi to delal. Ampak smo zelo hvaležni vsem, da mu omogočite, da se hecamo iz tega. Sedaj intenzivno vadite ali bolj dopustujete? Ja, zdaj smo še v dopustnem oziroma, dajmo reči, ne glasbenem načinu. Se pravi, nastavljeni smo na to, da se po Turciji, ki smo jo zaključili konec decembra, malo spočijemo oziroma posvetimo pozornost na organizacijo, na vse stvari, ki smo jih mogoče prej mogli dati mečke na stranski tir. Tukaj pride, se pravi, bistveno je organizacija, priprava ture, nekih presenečenj, ki jih ne bom izdal zdaj še zaenkrat, ampak jih boste mogli pač odkriti. In to se mora tudi enkrat zgoditi, ne? In če me vidite, da sem na odru, potem verjetno se s tem ne ukvarjam. Kajti s tem obeležujete tudi 7. obletnico delovanja. Tako je. Nekaj lepega je na tem, da lahko rečeš rojstni dan, kot se pravi, če rečeš obletnica, se mi zdi, da je tako uradno, da je tako, vsi vejo, zakaj se gre. Sej rojstni dan je načeloma pač obletnica, ampak se mi zdi, da je bolj prikupno, da lepo povabiš družbo na nek tak rojsten dan, dajmo se imeti mi tlele fajn, dajmo imeti en tak sproščen žur, prineste copate, no, mogoče to ne, ampak pač tako, dajmo se imeti mi malo tle luštano, ne, pač rojsten dan je, ne. In iz tega potem tudi take koncerte, ki so na nek način praznovanja tega, da lejte, pač koliko se imamo fino, mi še zmer delamo to, kar nam je všeč, vam je baje tudi všeč, dajmo se imeti vsi skupaj dobro v tem, ker pač v tem trenutku nam je ful fino. Delamo pa take koncerte, no, rojstnodnevne. In potem obeležujemo tudi letos tako turo oziroma s tem rojstnodnevnim počutjem in atmosfero. Sedaj imate nekaj čez 30 skladb uradno posnetih. Bo kaj težav pri izboru za koncert? Koncerta? Ja, itak so zmeri težave. Vsi bi radi slišali hite, ampak če greš pa samo hite, pa pač oni tam res ta močni fani, ne, kar jih imamo mi kar veliko. Hvala vam. Skratka, ja, pač moraš ponuditi vsem vse. Jaz predvsem rad vidim, če grem na koncert, da slišim kakšen komad, ki ga drugače mogoče ne bi na, se pravi, ostalih koncertih, in se mi zdi, da tudi mi moramo to upoštevati do neke mere, seveda pa ne bomo igrali samo obskurnih stvari, ker pa še slišati tudi klasike. Predzadnja, Boys and Girls. Ja, tale komadič je en tak, da bo reči, sproščen konglomerat tega, da se imamo fino, pa tega, da se nismo, ne da se nismo pripravili, ampak da se nismo smeli pripraviti. Zgubil bi se bistven del komada in bistven vibe, ki bi ga komad želel imeti, a ne? Se pravi, nekako perfekten je v tej svoji nepopolnosti in tudi, ko smo ga izvajali, so neke napake. To so bombončki, to je z namenom vse tam. Brez heca, dejansko pri tem komadu smo se lotili snemanja na tak način, da ga nismo niti smeli prevečkrat snemati, da ne bi slučajno bili preveč dobri. Vse smo naredili glih kontra, kakor bi ponavadi. In
išlo se je popolno. Pač. Dejansko je tudi za nalašč neke napake, večje napake noter. V prvi kitici, tam, ko Boris mene izpostavi, Izidorja, Bobnarja, če me ne poznate po imenu, pa ker ne pojem glih velik. Skratka, tam je za nalašč napaka bila vsakič z bobni in meni se zdi to ful smešen. Upam, da se zdi tudi vam. Ampak ja, ta komad je bil tak mešan, zmešan in tako je prav. Za ene komade to paše, da ne štima. Dajte tudi vi kdaj ne štimati. Ok, v sobi smo Izidor, Tom, Anže in Drobo in to je pesem za stol. Sweet and beautiful. Here's my teen. He's humble and he's hot. He's got the honey eyes, so he doesn't move a lot. Here's my boy. His name is Isidore. He used to play like and now he plays it all. Here's Anje. He kills the sins. He kills the sins, and he doesn't give a shit. Boys and girls, clap it up right now. Put your fucking hands in the air right now. Boys and girls, clap it up right now. Put your fucking hands in the air. Almost forgot a true basket case. A beautiful prince by the name of Gregor Page. He knows his sounds and he's got the tinnitus. His ear is ringing in an F-sharp blues. It goes wah, wah, in his ear and the sounds are really fucking clear. It goes wah, wah, in his ear. He's playing all night and he doesn't know what to do. Boys and girls, clap it up right now. Put your fucking hands in the air right now. Boys and girls, clap it up right now. Put your fucking hands in the air. Boys and girls, it's the law right now. Put your fucking hands in the air right now. Boys and girls, that's the law right now. Put your fucking hands in the air right now. Boys and girls, that's the law right now. Put your fucking hands in the air right now. Boys and girls, that's the law right now. Put your That's what I'm talking about, boy. Izidor, za konec tega pogovora, album je dosegljiv samo v digitalni obliki ali imate tudi fizične nosilce zvoka? Ja, seveda imamo fizične nosilce zvoka za... Stara šola.
vseh 16 ljudi, ki ima še fizične predvajalnike zvoka. Jo še ga imam v avtu. Sej fizične predvajalnike bi mogli imeti pa res vsi, ker obstaja digitalen predvajalnik. Kaj je to, direkt v glavo polna? Obstaja tudi, ja. Ok, vzamem nazaj. Za vse, ki imate fizične predvajalnike, imamo CD-je, držimo pesti in fige in ne vem kaj še vse rabimo za srečo, da bomo imeli tudi čim prej vinilke za vse, ki jim to kaj pomeni. Lahko glasujete, katero barvo bi imeli, sam ne vem točno kje, ampak lahko glasujete, če hočete. In bojo ful dobre, tako kot so bili že prejšnje, se pravi čustveni vrtiljak. Nekaj lepega je na tem, da imaš fizičen produkt v rokah, tako da si na koncertu. Mi zelo podpiramo to, da tudi poslušaš album kot album, ne samo kot single. Tako da, če imate opcijo, dajte poslušati naš CD za naravne pojave, ker Bog ve, kaj lahko gor slišite. Kaj pa, če slišite kaj novega, kar še niste slišali kdaj prej? Nikoli ne boste vedeli, če ne boste probali. Mi vemo, ampak kaj pa lahko mi tle povemo? Nič. Vem pa, da imate na naslovnici naravni pojav, vse posledico njega. Ja, to je bila tudi dobra zgodba. Se pravi, kako pokazati naslovnico oziroma prevesti ta občutek vsega tega posnetega materiala v tudi vizualno podobo. S tem smo se grozno matrali, ker si mogoče imaš nek občutek, kaj se ti dopade, ampak reči iz prve, to je točno to, je pa res težko. In tle nam je potem s pomočjo prijateljev, lahko izpostavim Jureta Marca, ki je zelo dobro pokazal, kaj se da narediti, tako če narediš dober plan, da se lotiš tudi probati več stvari, kako na nek zelo iskren način prevesti ta občutek tudi v vizualno podobo. In ta naslovnica se mi zdi, da je zelo prijetna in posrečena tudi iz tega. Kupite CD, da boste videli. Ne sedeli tudi na Spotifyju. Dobro, v CD-ju so še druge stvari, ki jih lahko vidite, tako da da morate CD kupiti. Kakšni izzivi so pred vami? Seveda čim več odrov verjetno, kaj pa potem? Ja, mislim, se pravi, itak je v prvem planu to, da, tako sva rekla na začetku, se imamo dober. Če se slučajno kdaj ne bomo imeli dober, potem verjetno lahko kar zaključimo. Tako da to je najvišja pomembnost in takoj zatem se mi zdi, da neka rast, oziroma da probavamo stvari, ki so na mene 30% tuje vsej. Tako, moramo biti mečkan iz cone udobja, kad drugače ne moramo rasti, hkrati pa ostajati vsem po moje na tok, da bomo reči v narekovajih, varni poti, da ne slučajno vržemo cele zadeve v smeti z nekim preveč divjim načinom predrugačenja oziroma iskanja samega sebe, ker konec koncev se skozi malo iščemo. Ja, zdi se mi, da je, če se bomo imeli dober, neka prihodnost zagotovljena in glede na to, da se bomo imeli dober, bo zelo verjetno svetla. Še katera skladba za izpostavitev kot single v prihodnje z naravnih pojavov? Ja, recimo Bla 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 ni single, ampak bi si zelo verjetno zaslužil to biti. Zdaj, eni ljudje bojo rekli kakšen drug komad, ampak meni se zdi, mislim, da te ljubim toliko preprost, dober, pa res tudi preprost, z veliko začetnico, da na toliko iskren način prevede tisto občutek, ki smo ga imeli med snemanjem in razlog, oziroma ta vzgib, da smo ga dali na album, da ga res priporočam, da ga poslušate, kot da bi bil single, ampak v sklopu albuma seveda poslušajte album. Skladbo za konec si že napovedal, mislim, da te ljubim po tom. Izidor, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno, ter seveda tebi kot celotni ekipi uspešno in delovno naprej. Hvala ti, Boštjan, hvala tudi tvoji ekipi, dajmo ostati radioaktivni, upam, da je to pozitivno pri vas, pa se slišimo, upam, da čim prej, če ne pa za 4. album, ali kako. Imamo že tradicijo. Odlično, velja, vsega, čau. Niti v sanjah, dokler se ne zdani. Mitva
najlepša leta, telo v formi točka nič. Najlepša leta, rezano cvetje, sreča je me tu. Mislim, da te ljubim, mislim, da te ljubim, mislim, da te ljubim, mislim, da te ljubim. Maršal miru, pravi moški, dolga pot, rojen za tek. Nevihta in praznina, virtualni svet. Predah v gibanju, utrip nekega časa, od tod do večnosti. Mislim, da te ljubim, mislim, da te ljubim, mislim, da te ljubim, mislim, da te ljubim, mislim, da te ljubim. Mislim, da te ljubim, mislim, da te ljubim, mislim, da te ljubim. Čau, mi smo Kokosi. Poslušate Radio Aktivno.